Tako, spoštovane dame in gospodje, projekt Ključ pri tej naši skulpturi, ali pa rečemo kar temu obelisk tokrat, z Jezusom, Marijino v nebo vzetje je mimo. Državni praznik, cerkveni, ampak treba je vedno znova opozarjati na to, človek kot duhovno bitje mora imeti aktivno duhovno življenje in človek kot duhovno bitje mora dejansko funkcionirati na nekem nivoju, ki ga prikazuje ta genialna skulptura Jezusa. Se pravi, Jezus sedi in razmišlja. Sedi in razmišlja pomeni sledeče. Jezus upodobljen na ta način je dejansko čisto nasprotje tistega Jezusa, ki ga ima večina v mislih, ko na to ime pomisli, na ta lik, si predstavlja Jezusa na križu. Jezus, ki sedi in razmišlja, se pravi Jezus brez trpljenja, je redko viden simbol, ampak kot vidimo tukaj je kar eksistenten. In to vrsten simbol dejansko pomeni sledeče, da nekdo, ki se v duhovnem svetu, da izberemo pravo besedo, da se bo razumelo, nekdo, ki se v duhovnem svetu aktivno udejstvuje, razmišlja o tem, se pravi empiričnost, tisto, kar veruješ, izkusi oziroma premisli. Ne veruj slepo, ne veruj dogmatsko. In če pogledamo tega Jezusa še enkrat in še kar nekajkrat ga bomo, ta Jezus sedi, razmišlja in nad njim je zvezdnato nebo, se pravi vesolje. In če si v spomin prikličemo pretežnega Jezusa na križu, pa dejansko ponazarja nekoga, ki več ne more razmišljati, ki trpi in ki se bliža smrti, se pravi, ki je za nekaj kaznovan. To vrstni Jezus, ki ga vidimo tukaj, ponazarja optimizem, svobodo duha in kljub temu povezanost z vesoljem, medtem ko tisti Jezus ponazarja strah, neprijetne občutke in nekako te dogmatske sfere, se pravi, zdaj ali boš slepo verjel, kar ti je naročeno, ali boš pa propadel. Tako da projekt Ključ bo prikazal, da si človek ne more privoščiti biti trivialno bitje brez aktivne dejavnosti na področju duhovnosti v smislu dojemanja sveta, ker človeštvo je po drugi svetovni vojni, kjer so se med seboj spopadli tudi okultizmi, spostavilo takšno kulturo, ki je svet v nekaj desetletjih dejansko pripeljala na rob obstoja. Tako da duhovna, rečemo zdaj dejavnost, ampak ne v smislu nekih čudaških praks, mora biti. Se pravi, kaj je realni humanizem? Realni humanizem ni samo neomejena človekova pravica, ampak je tudi človekova dolžnost. Človek ima v svojem bivanju tudi dolžnosti do okolja, v katerem biva. In potem na drugi strani, kot rečeno, odmik od dogmatskih ustrahovanj. Če pa ne boš sedaj verjel v neke dobesedno izmišljotine in blodnje, ki za zakoni narave nima nobene veze, boš pa šel v pekel in propadel. In ravno zaradi tovrstnega ustrahovanja religioznih sistemov se nekako povprečni človek potem v celoti odmakne od duhovnega sveta, kar je pa zelo slabo za kolektiv. Se pravi, sedeti, lahko tudi stati, razmišljati in verjeti tisto, kar je dejansko realno. Zgoditi se mora odmik od togem in premik k zdravi duhovnosti.